Pred nami, verjamem, da še en zanimiv klubski pogovor. Žal nas te aktualne COVID razmere ponovno omejujejo. Spet smo v tej že novi realnosti, ampak pogovor prenašamo tudi na spletu. Danes delamo to prvič v taki hibridni obliki v tem prostoru, ki mu pravimo tudi druga dnevna soba, tako da želimo, da je to res en tak sproščen pogovor in kasneje, ko bomo zaključili s PowerPoint prezentacijami, bomo tudi vse udeležence povabili, da se vključijo v pogovor in da pač povejo tudi svoje mnenja na to, kar bomo povedali. To velja vsekakor tudi za tiste, ki so na drugi strani računalnikov, jih pa prosim zdajle, da mogoče ugasnejo zvok in kamero, da bomo tehnično še bolje lahko pripeljali ta dogodek do konca. Zdaj, takole je, ne? Če mislimo, da so te nove razmere in ta prenos dogodka tudi na oddaljene računalnike, nekaj, kar je zelo slabega, vam lahko povem, da mi je včeraj en podjetnik rekel, super, da ste spet vpeljali webinarje, ker meni je tale mute funkcija zelo všeč. Jaz sicer verjamem, da je vi danes ne boste uporabili, ker sem prepričana, da bo pogovor res zelo zanimiv. Torej, nepremičnine, sprašujemo pa se, ali sedaj investirajo zavedeni ali pametni. Jaz verjamem, da bomo na koncu dobili odgovor na to vprašanje, pa čeprav mogoče ne bo to enoten odgovor, ampak si ga bomo izoblikovali vsak po svoje. Med nami lepo pozdravljam strokovnjake s področja nepremičnin. Z nami sta predstavnika NLB-ja, gospod Matjaž Rupnik, vodja vrednotenja. Z nami je tudi Marko Furlan, vodja za projektno financiranje. Potem gospod Gregor Rožman, pomočnik direktorja iz podjetja Protim Ržišnik Perc, ki so tudi naši člani. In pa gospa Zarja Mavec, dobra poznavalka nepremičninskega trga z lastnega podjetja NLB-ja. Zdaj, že nekaj časa spremljamo nepremičninski trg, ki ga v tem trenutku marsikdo vidi kot nekakšen napihujoč balon. Neka splošna ocena je, da so cene tako poslovnih kot tudi stanovanjskih nepremičnin rekordno visoke. Sploh v Ljubljani z okolico, Mariboru, na Obali in pa nekaterih turističnih krajih. Za vroče blago že dlje časa veljajo tudi stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo. V bistvu je ena taka zelo zanimiva situacija. Na eni strani visoke cene nepremičnin, na drugi strani pa bi lahko rekla kar poplava poceni denarja, ki je pravzaprav posledica delovanja, v veliki meri bomo rekli, centralnih bank, ki so se tako odzvala na spremenjene COVID okoliščine. Zdaj, v NLB-ju zagotovo zelo skrbno spremljate nepremičninski trg, saj seveda je to nekakšen predpogoj za oblikovanje bančnih produktov s področja nepremičnin. Zato mogoče vas, gospod Rupnik, vprašam, kakšna je trenutna makroekonomska slika, kakšne so te vzvodi za dvig cen, ali so cene res tako visoke, mogoče tudi, če jih primerjamo z letom 2008, gre bolj za nominalno kot realno visoke cene in sploh, kaj se dogaja na področju nepremičnin. Prosim. Pozdrav z moje strani, moje ime je Matjaž Rupnik, prihajam z NLB-ja. Vodim oddelek za vrednotenje, ta oddelek se nahaja v sklopu tveganj, torej upravljanja s tveganji, ukvarjamo se pa imamo pod upravljanjem približno v Sloveniji 3 milijarde evrov zavarovanj, na celi grupi pa okoli 7 milijard evrov samo zavarovano nepremičnina, kar pomeni, da poznamo
nepremičninski trg zelo dobro. Poleg tega se ukvarjamo še z vrednotenjem podjetij, torej so nam tudi vsi te yieldi, vaki in različne zadeve jasne, kakšne donosnosti investitorji zahtevajo in z projektnim financiranjem v smislu ocenjevanja projektov z vseh vidikov tehničnega, ekonomskega, pravnega. Jaz bi mogoče tukaj začel z enim makroekonomskim pogledom, ker nepremičnina sama po sebi oziroma cene nepremičnin same po sebi so v veliki meri odvisne od drugih segmentov. Same po sebi je nepremičnina, kaj se dogaja povsod drugje na trgu, odvisno. Torej, kakšen je makroekonomski pogled, kakšen je BDP, stopnja nezaposlenosti, inflacija, kaj se dogaja v gradbenem sektorju, kaj se dogaja v finančnem sektorju in potem, ko vse to nekako razumemo, lahko pridemo šele do analize trga nepremičnin, ker to so v bistvu glavna gonila cen nepremičnin. Če začnemo z nekim makroekonomskim pogledom od Banke Slovenije, ki je neka osnova, ki delajo zelo dobre in zelo močne analize, razlika je ta, da se je spremenilo tveganje pri nepremičninah, nepremičninskega trga od aprila, ki je bilo tveganje zmerno povečano. Predvsem iz tega naslova, ker se je cene ekstremno višale. Torej, te cene so iz meseca v mesec, so cene stanovanjskih nepremičnin višje. To se predvsem opaža v Ljubljani, ker so rekordne cene, resnično rekordne. Ampak na drugi strani pa Banka Slovenije tudi pravi, da nekako ne vidi nekih tveganj iz vidika, da bi prišlo do kakšnih večjih kriz. Zaenkrat tega še ni na vidiku. Vsi kazalci, ki jih tudi mi v banki gledamo, izgledajo tako, da svet bo laufal naprej. Zaenkrat se še nič spreminja, čeprav vsi vemo, da se inflacija dviguje, da se geopolitično-strateške zadeve premikajo, vprašanje v kakšno smer, da imamo na dobavnih verigah zelo velike probleme. Ampak to je tako, lahko pride en mičken moment in bo trg podrl. Te kristalne krogle žal noben ni. Ampak po vseh kazalcih, ki jih gledamo zdaj, so ta tveganja še vedno obvladljiva in je tveganje kakršnih koli defaultov v naslednjih 12 mesecih najbolj. In zdaj tukaj, kar smo, to so neka osnovna, če gremo gledati inflacijo. Inflaciji se zelo veliko govori, ampak inflacija še vedno ni tako visoka napovedana, kakor pravi, da je prišlo do neke hiperinflacije. Te inflacije so relativno obvladljive, še posebej, ker tudi vsa ta zadolževanja, ki jih je naša država sprejela, to so neka dolgoročna zadolževanja po izredno nizkih obrestnih merah. In nekako na ta način bi se to tudi dalo kontrolirati. Spet, kaj se bo točno zgodilo, mičken moment lahko spiralo zavrti. Zgleda, da je vse v redu. Registrirano število stopnjo brezposelnosti pada. To je spet en pomemben moment. Mi imamo gospodarstvo, ki deluje, zaupanje potrošnikov je še vedno močno. Ne zgleda, da bi karkoli se lahko dogajalo. In vse rasti BDP-ja in to so še vedno rasti. Ni nobenih, da bi bili padci. Če pogledamo gradbeni sektor, v gradbenem sektorju, kar mi opažamo, je, da se cene na vseh področjih, torej stroški dela, stroški materiala, stroški surovin se višajo. Če gledamo neko povprečje iz leta 2019 do leta 2020, je tega približno za 30% ali za 10%. Čeprav po nekaterih projektih mi že opažamo, da so cene lahko še tudi za 20%. Ampak rast cen ni edini dejavnik, ki lahko definira abonent projekta, pa karkoli uspešno. Mi mogoče še večji problem vidimo v tem, da do materiala sploh ne boš prišel zaradi dobavnih verig in vsega tega. Kar pomeni, da se ti časovnica podre, če se ti časovnica podre, se ti lahko cel projekt podre, drugačne donosnosti se zahteva in tako dalje. Število gradbenih dovoljenj je tudi relativno stabilno, ampak so zdaj spet neke tendence, da narašča. Torej spet, v pipelinih imajo gradbeniki veliko število poslov. Gradbena podjetja, ki so bila v letih 2008 nekako tiste, ki so bila najbolj zadolžena in so najbolj utrpela v krizi, so zdaj relativno nizko zadolžena. Iz tega vidika, tudi če gledamo gradbeništvo, je zadeva ok. Torej imamo makroekonomski pogled, ki je ok, na ravni države, imamo gradbeni sektor, ki je zdrav, ki ni prezadolžen, pipeline oziroma vloge, kakšna so naročila, so polna, tako da tudi tukaj zaenkrat ne vidimo mi nekih problem. Če gremo v finančni sektor, ki je tudi zelo močno gonilo. Mi smo, kot veste, vsi smo na depozite začeli obračunavati določena nadomestila. Obrestne mere so rekordno nizke, take obrestne mere še nikoli niso bile nikoli v zgodovini toliko nizke, tudi nekako ne vidi noben, da bi se te obrestne mere lahko na dolgi rok zelo povečevale, ker to bi imelo zelo močen vpliv na
čisti dobiček ali pa kjerkoli drug kazalnik, podjetja bile različne količine sposobnosti, še vedno se zelo veliko denarja tega helikopterskega preliva v države, povišanje obrestnih mer bi lahko povzročil kakšen default, tako da to mislimo, da bo se ohranjalo se tudi vnaprej te relativno nizko obrestne mere. Na drugi strani imamo tudi zelo veliko denarja v vlogi depozitov in pri prebivalstvu in v podjetjih. Tega je okoli 22,2 milijarde v Sloveniji. Samo v enem letu so se te depoziti povečali za 2,2 milijarde, kar pomeni ogromen denarja v depozitih. To je tudi značilnost Slovencev, ker večino denarja imamo v depozitih ali pa v nekih nepremičninah. Po Evropi pa po svetu je tega z veliko več v kakšnih skladih ali pa delnicah. Ampak naša značilnost v Sloveniji, da tega nimamo. In ta denar se zdaj še zaradi unih dveh razlogov začel prelivati. In ljudje iščejo, kam bi lahko denar vladali, ker imajo zelo velike količine denarja. Tukaj, če to preračunamo, približno 15,000 oseb v Sloveniji drži 5 milijard evrov v rokah. To so ogromne količine denarja v Ljubljani, pa v zadnjih 2 do 3 letih, če gledamo samo na stanovanjskem delu, ni bilo za investicij več kot za 300 milijonov evrov. Kar pomeni, da tukaj je še vedno prostor, ker je veliko denarja, denar pa nekam mora iti, ker je spet ljudi pa malo strah inflacije, ne vejo, kaj se bo zgodilo, in ta negotovost in iskanje yielda oziroma donosnosti pripelje do tega, da se cene dvigujejo, povpraševanje ponudbe pa nekaj prave in zaenkrat je še. Zdaj pa, če gremo potem prav na nepremičninski trg, tukaj vidimo, da je število transakcije v zadnjih letih pada. Zakaj pada? Pada tudi zaradi tega, ker enostavno ni dovolj velike ponudbe. Zaenkrat te ponudbe še ni in tudi ne glede na veliko število izdanih gradbenih dovoljenj, bodo ta stanovanja prišla na trg šele čez 2-3 leta, so pa v bistvu danes, mislim, da že vsa rezervirana. Preden se začnejo projekti graditi, so projekti v bistvu naprej prodani. Več ali manj po izjemno visokih cenah. Pri rabljenih stanovanjih, smo pa že zelo veliko srečo, da sploh stanovanja lahko prideš na kolegica več povedala, da so tukaj resnično povpraševanje je ogromno. Posledično zaradi tega rastejo cene. Mi smo danes ta trenutek smo na rekordnih cenah, kakor smo kadarkoli bili. Povprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je okoli 3.000 evrov, povprečna cena novega stanovanja v Ljubljani je prek 3.500 evrov, vemo pa, da se prodajo različna stanovanja tudi po 5, 6, 7.000 evrov. To ni nič takega, potok se prodaja in potok je tudi prodan. To ni danes včasih se bolj smo imeli nekak mantro, da to, kar je na nepremičninskih portalih cena, mi cenilci znižamo za 10 do 15%, da pridemo do realiziranih transakcij. Danes je skoraj obratno, to cena višja, ker je tako močno povpraševanje. Mogoče tukaj ta graf je zanimiv, če gledamo, koliko je v bistvu skupno število transakcij, kako pada. Od leta 2015 je bilo 14.000 transakcij oziroma stanovanj v Sloveniji. Jih je bilo, če smo tukaj projicirali v letu 2021, če je bil trend, koliko je bil zdaj do oktobra, jih je bilo samo še 8.600. Torej število transakcij se je zmanjšalo na pol, kar pomeni, ponudbe ni, cene grejo gor. To je avtomatizem, ki glede. Isto je v Ljubljani, vidimo, da se ekstremno isto znižuje vse to za 30-40% in to pač spet kaže na to, da je to, da grejo cene gor nekaj normalno. Tukaj smo dali kako so se cene gibale v različnih projektih, recimo Ekosrebrna hiša je klela na konec Dunajske, kjer smo imeli povprečno ceno, to so bile novogradnje, recimo v tistem trenutku okoli 2.800. Tukaj vidimo, Belvij, Delana, Ljubljana, Modra vila v letu 2020, smo pa že na 3.700, zdaj so pa to že više. To so cene direktno iz projektov. Kar je tukaj mogoče zanimivo, je pa to, da plače ne sledijo tej rasti. Torej, lahko se vprašamo, kdo ta stanovanja kupuje. Kupujejo jih najbrž tisti, ki imajo velike količine denarja na depozit. Ker povprečna plača, recimo v Ljubljani, je recimo 1.300 in 1.500 evri. Če bi to preračunali v kreditno sposobnost posameznega komitenta, bi prišli nekako na to, da je nominalna vrednost stanovanja okoli 250.000 evrov, par ima recimo našparanih 50.000 evrov, 200.000 evrov pri taki zgodbi, pa tudi pri banki dobimo brez problema kredit. Pa te cene stanovanj so danes na 350.000 evrov, 400.000 evrov. Spet je tukaj zgodovina. Mi smo 91. leta veliko teh stanovanj, ki je bilo prej v lasti različnih tovarn, pa šlo v roke fizičnih oseb, po relativno nizkih cenah. In Slovenci sedimo na teh stanovanjih, dobesedno sedimo,
In zelo si tudi pomagamo med sabo, da se gre v nek nakup stanovanja, so zraven mame, babice, ne vem, da vsi nekako skupaj zberejo, da pridemo do tega stanovanja, kar spet pomeni, da se ta trg zaradi tega vrti. Če pa to gledamo kot investicijo, pa to pomeni, da rente postajajo pa enake. Za garsonjero bomo še vedno dobili 450 do 500 evrov, recimo v Jaršah, cena stanovanja je šla pa v nebo, če je bila v letu 2015 povprečna cena okoli 2000 evrov na kvadratni meter, danes pa 3000 evrov, to pomeni veliko nižji donos. In investitorji, če kdo kupuje to za investicijo, se mora zadovoljiti z nižjim donosom. Ni več to okoli 3-4% recimo za stanovanje, pa mogoče je to že 2%. Ampak tako je, zaradi tega, ker če pogledamo, kakšen je donos na državne obveznice, je negativen celo. In iz tega vse skupaj izhaja. Če pogledamo, kakšne so donosi na borzah, so tudi vsak dan nižji, yieldi so vsak dan nižji. Ali temu sledi denarni tok? Ne sledi. EBITDA marža oziroma denarni tok temu ne sledi, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nekateri pravijo, da je to ta balonka zna početi. Kdaj se bodo začeli pametni investitorji ven iz tega umikati, ker enostavno ta yield, ko odraža neko tveganje, ne bo dovolj več, ki ne bo pokril tveganja, ki ga oni hočejo sprejeti. Na hitro samo še, kaj se dogaja na drugih trgih, pri pisarnah vidimo, da število transakcij pada, še vedno je nezasedenost zelo visoka, kar pomeni, da so pisarne polno zasedene, v Ljubljani govorimo o tem, da so pisarne zasedene med 97 in 100%, novo pisarno je težko dobiti. Še vedno, kljub temu, da je bila COVID kriza in da opažamo, da vprašanje, kaj se bo spet v prihodnosti dogajalo, recimo v NLB-ju smo že v stanju, kjer recimo 20% naših zaposlenih bo delali 4 dni od doma, en dan v pisarni, za stalno, to smo že pogodbe podpisali. In ta trend je tudi pri velikih multinacionalkah zelo prisoten, delo od doma. Bomo vedeli, kaj se bo dogajalo. Pa kljub temu so najemnine še vedno stabilne. Pri yieldih pa vidimo to, da se te donosnosti zahtevane nižajo. Ni več toliko visoka donosnost potrebna, kot je bila včasih za pisarne v Ljubljani, to pomeni 8%, danes investitorji zadovoljujejo za 6,5%. Spet, ni alternativ, kam vložiti in se mora zadovoljiti z nižjim yieldom. Je pa trend, glede na napovedi vseh agencij oziroma bonitetnih agencij, tukaj je negativen. Bomo pa videli, kaj se bo dogajalo, ker to je zelo odvisno od trga do trga. Pri lokalih je podobna zgodba, še vedno, ampak ni nobenih, recimo po shopping mallih, ki jih mi analiziramo, ne vidimo, da bi katerikoli najemniki zdaj odpovedovali kakšne pogodbe. Vse je zelo stabilno. Zaenkrat je vse stabilno, spet donosnosti se nižajo, je pa zaradi COVID krize vprašanje spet, kaj se bo dogajalo zaradi vseh omejitev. Ali bo lahko to obiska v shopping mallih ali ne bo. Če ga ne bo, vse tudi lahko zvišuje donos. Zelo velik neko rast opažamo pri logističnih centrih, to je nek zelo močen trend, da tja, če se le, da se investira in je trend pozitiven, nezasedenost je zelo nizka in najemnine so stabilne. Na hitro čez hotele, še pri hotelih imamo neke zelo uspešne zgodbe, pa neke manj uspešne zgodbe. Mestni hoteli so tisti, ki so najbolj na udaru. Pri mestnih hotelih je ta trend, če se ne bo nekaj zgodilo, da bomo pa šli ven iz tega, da bomo bili doma in da bodo ljudje začeli spet potovati, vprašanje, kaj se bo cela zadeva odprla. To bo počas pokazati. Tam so zasedenosti veliko nižje, tam se je to opazen trend. Če govorimo po hotelih, ki so na turističnih krajih, to je pa polno. Vidimo, težko dobimo sploh prosto mesto. Je to tudi sigurno posledica nekih bonov, ampak kljub temu, po našem mnenju, zaradi teh omejitev potovanj, mogoče boš njimi raje v Portorož na morje, kakor da bi se nekam drugam popeljal. Zaradi tega, ker nočeš imeti problem. In tudi če bo še nadaljevala se COVID kriza in to, če bodo hoteli odprti, te turistični kraji bodo po našem mnenju sigurno delali. Za na konec pa mogoče en zaključek napovedi so vedno težke. Pri napovedih pravijo tako, vsak pravi, da se bo nekaj zgodilo. Sigurno se bo v enem trenutku, vedno pridejo gore, pa gre dol. Kaj je znanost? Znanost se napoveda, da v katerem trenutku se bo to zgodilo. To zna pa redko kdo napovedati. In tukaj je po mojem bistveno, da smo mi zelo majhna ekonomija. Mi smo odvisni od teh globalnih playerjev, kako se zadeve odvijajo, in če se tam nekaj sproši, lahko ta plaz potem pa še veliko večji. Tukaj je tudi zelo velik poudarek teh podnebnih sprememb, to je za prihodnost tudi mogoče zelo pomembno, ker bo imel vpliv na cene nepremičnin. Mogoče danes mi razmišljamo o tem, ali bo
nepremičnina v Piranu, ali je manj vredna, če bo to čez 10 let neko poplavno območje. Ali že danes kupec razmišlja, da je ta cena nižja in zato bi vam plačal. Po vsej verjetnosti ne. In mogoče bodo banke zaradi tega mogli kakšne haircute aplicirati, ker se bodo neke nepremičnine ratale manj zanimive zaradi podnebnih sprememb. Spet Slovenija je v relativno ugodnem okolju, tako mogoče se kaj to ne bo nam to poznati. Kje drugje na svetu je pa to lahko zelo vprašljivo. Potem pa še pri nepremičninskem trgu je ena taka značilnost, da izjemno počasi reagira. V letu 2009, ko je prišlo do krize, je nepremičninski trg, je cena padla šele po 3 letih. 3 leta so se držale cene, so pa padle transakcije. Potrošnik se ostal v trenutku, ne investira več, so strašni. Cena se pa še kar drži. Potem v enem trenutku pride do padca in je prišlo do najnižje cene šele v letu 2015. 6 let po krizi, ko smo mi že vsi govorili, da gre v bistvu se vse dvigati, takrat je bil nepremičninski trg šele na dnu, kar se tiče cen. Spet je pa to percepcija potrošnika. Lahko se v trenutku, ko nekdo začuti, da gre nekaj narobe, ustavi se tudi nepremičninski trg, kar se tiče transakcij ustavi. Cena pa ne bo tako padla. Ampak overall, mi gledamo na zadeve pozitivno, zaenkrat ne kaže, da je bilo karkoli narobe, tukaj smo rekli, ugodne so obrestne mere, visoke so stanja, vlog so visoka, ekonomija gre naprej, zelo dobra je bila reakcija države, ko se je začela ta COVID kriza, da so se pač naključili vsa ta sredstva noter, če se to ne bi zgodilo, bi bila najbrž zadeva čisto drugačna. Bi imeli ta scenarij pri nepremičninah, kakor je bil leta 2000, sigurno bi prišlo do padca, na srečo do tega ni prišlo. Kako bo naprej, bomo pa videli. Isto, ko gledamo po teh naših članicah, so zadeve isto zelo stabilne. Nek zelo tak propulziven trg je v Beogradu, tam se tudi zelo veliko gradi. Isto v Skopju, Priština, povsod. Vidimo, da investitorji prihajajo. Tako da mi smo pozitivni, ko bomo rekli. Kaj nam bo pa čas prinesel? To je bilo z moje strani. Hvala za ta zelo zanimiv pogled, bom rekla, z ptičje perspektive. Kot ste rekli, veliko ljudi gleda na nepremičnino kot na investicijo ali pa vsaj kot na ohranjanje vrednosti. Zelo pomemben je tudi davčni vidik nakupa. Z nami, kot rečeno, je tudi gospa Zarja Mavec in vas lepo prosim, da malo pokomentirate. Ja, lepo pozdravljeni. Zelo zanimiva prezentacija, ki vas poslušam vse tako lepo. Jaz, ki se soočam vsak dan z razmerami na trgu, se večkrat bolj borimo. Tako da moj namen danes je res pač bolj predstaviti iz prakse. Se pravi, res konkretne primere, kakor so, zdaj ne vem, kako smo z vprašanji, bojo verjetno na koncu, lahko tudi sprot. Ker pač tam makrovidik je vedno tak lep nekako izpade. Potem pa dejansko pa opažaš na trgu to razliko med tem povprečnim potrošnikom, ki se res bori s temi cenami in kako res pride do tega financiranja, in res vidiš, kako dejansko ima vse manj ljudi, vse več denarja, ki potem dvigujejo cene s tem, ker pač se nekako te cene lahko privoščijo. Ker meni je enkrat en rekel, ki je probal prodati stvar, se pravi neko na manjši vila blok po 10.000 evrov na kvadrat, in dejansko mu je to en tujec moje eno stanovanje kupil. In sem ga potem tudi novinarji spraševali, kako to, da si, kako lahko na tako ceno postaviš? In je on lepo rekel, ker lahko, ker trg to še vedno prenese. Se pravi, in ponavadi so vedno tudi, sem videla pri najemnem trgu, ker se je zelo sesul pred covidom, se pravi, po covidu takoj se je pač najemni trg sesul. Enostavno so bili tujci tisti, ki so rekli, mi tako visokih najemnin pa plačevali ne bomo, ker smo prišli do tega, kjer si za dvosobno stanovanje plačal že 900 evrov. V Ljubljani, na mesec, kar je bilo za večino absolutno preveč. Ker so pa tujci rekli, zdaj pa ne, moja cena je max 800 ali karkoli na mesec, potem so tudi, se pravi, mogoče se apetiti lastnikov malo zaključena, pa mogoče malo z njim. Se pravi, jaz pač kot rečeno, Zarja Mavec, se pravi, lastnica nepremičninske agencije, mi se veliko ukvarjamo s stanovanjskimi nepremičninami in tudi zelo veliko z investicijami v poslovne nepremičnine za naše stranke. Se pravi, naš cilj je strankam najdeti, se pravi, da imajo naše stranke od svoje nepremičnine največ. Kaj zdaj to pomeni, da imajo največ? A je zdaj to nepremičnina kot investicija z vidika donosa, za vsakega je ta največ
nekaj drugega, ne, se pravi, vedno ne se pošalimo na to temo, kaj je najboljši odgovor konzultanta, vedno je odvisno, ne, ampak dejansko v nepremičninah je odvisno od veliko enih dejavnikov, ne, se pravi, ne samo denar poceni, ni poceni, ampak res, kaj vsak posameznik rabi. In če recimo za enega je lahko pač, ne vem, maksimalno gledajo, kaj pač, ne vem, za enega je največ donos, ne, da gledaš iz vidika donosa, za enega je mogoče to, da ima nepremičnino, največ pomeni to, da jo lahko uporablja takrat, ko jo rabi, drugače pa jo lahko nekam splasirajo, da ali karkoli, ne, se pravi, nepremičnina ima več vidikov, ne samo mogoče tega donosa. Zdaj, kot smo ugotovili, ne, donosi niso visoki, nekoč so si želeli 10%, o tem zdaj pa lahko sanjamo kot ne, če prideš do 5-6%, so že ljudje zelo zadovoljni. Prevečkrat pa pozabljamo na to, kako nepremičnina ohranja, oziroma še bolj, kako se pri nepremičninah povišuje vrednost. Ne, se pravi, mi vsi govorimo, ok, se pravi, imam denar, investicija v nepremičnino je pač nekaj stabilnega, ne, kot rečeno, mi Slovenci ne znamo kam drugam vlagati, zato zelo radi v te naše stabilne, dokaj likvidne tudi nepremičnine vlagamo, ampak koliko so se že v zadnjih 3 letih te cene povišale, ne, se pravi, in mogoče ne rabimo gledati toliko z vidika donosa, ki res ni najvišji, ampak če se tega malo bolj sistematsko lotiš, ne, pa kupaš, recimo že, če gledamo dvosobno stanovanje, ki je taka vroča žemalca za nekoga, ki ima malo presežnih sredstev, pa ne ve, kam bi dal, pa reče, da najti eno dobro dvosobno stanovanje na dobri lokaciji, ki je poceni, ne, tega ni. Pa bom jaz malo to zinvestiral, bom imel z otroki za čez 20 let, ne, kar pač verjetno ni najbolje naložen denar. Ampak, če si ga kupil pred 3 leti, ne vem, rabljeno stanovanje, če smo mi prodali po 3000 evrov na kvadrat, se nam je zdelo to wow, ne, ti si dal za 50 kvadratov 150 000, se nam je zdelo to res, koliko so ljudje kaj pripravljeni dejansko plačati, ne. Danes je to, se pravi, z lahkoto dobiš 180 000, 190, 200, kakorkoli, ne, ljudje se res, se pravi, vse te cene, ki so objavljene na trgu, dejansko dosegajo višje vrednosti kot to, ne, ni več teh pregovornih 10% je ugaševana cena višja od realizirane, ampak dejansko dosegajo višje cene, ne. Če vam povem en ekstremen primer, ki smo tudi že omenjali, ne, Situla, recimo, se je, ne vem, stranka moja leta 2015 kupila stanovanje po 150 000, se pravi 53 kvadratov, dvosobno stanovanje, lepo ga je opremo. Koliko mislite, ga je prejšnji teden prodal? 250. Dati več? 330 000. 330 000, se pravi, ko je plačal cel kapitalski dobiček, davek na promet z nepremičninami, provizijo agencij z DDV-jem, vse propisno plačal, je v bistvu stranka naredila 130 000 evrov razlike na dvosobno stanovanje. To je 3 leta nazaj bilo eno celo stanovanje. To je res ekstremen primer, ampak ne smemo na te stvari pozabiti, ne, se pravi, še vedno se, ne glede na, se pravi, so nepremičnine na trgu, recimo dvosobno stanovanje je zagotovo nekaj takega, potem bomo tudi govorili o zemljiščih, v katere se vedno splača investirati, ne, ravno zaradi tega ohranjanja vrednosti in tudi z vidika likvidnosti so to zelo, kako bi rekla, likvidne naložbe, zato ker lahko, ko rabiš, hitro lahko prodaš. In jaz poznam veliko ljudi, ki ima pač dejansko strategijo, ki kupuje po Ljubljani samo dvosobna stanovanja. Oni imajo dovolj denarja, da kupijo celo poslovno stavbo, ampak njihova strategija je, da kupi, delajo pač tudi en miks med novogradnjami in starogradnjami, izključno in samo za oddajo. In potem se pravi, da bojo na dolgi rok to oddajo. Sploh ne gledajo niti donosov. Oni imajo to samo kot ohranjanje vrednosti in nekaj, kar je relativno likvidno. Ker tudi v času krize, tudi prejšnje, se pravi, so se te manjše enote vedno dobro prodajale, so tudi najmanj izgubile na vrednosti, ne, se pravi, če so recimo največji padci so bili recimo 30% znižanja cen, se tukaj več kot 10% zagotovo ni znižano, ne, ker se to vedno lahko hitro proda. To pač je pač nekaj, kar velikokrat pozabljamo in mogoče Excel tabela tega niti toliko ne prenese, ker ne moreš toliko napovedati, ampak ni vse in samo v donosih pri nepremičninah, ne, ker vedno je treba gledati naprej. Pa tudi mogoče, ne, se pravi, en povprečni investitor, zdaj govorimo o povprečnem investitorju, ne, tako kot smo pač govorili, nekdo, ki ima neko normalno plačo, pa nekaj presežnih sredstev, ne,
Zdaj je malo ta čredni nagon, vsi bi investirali, vsi imamo to zdaj v glavi, denar je poceni, dajmo nekam vložiti, dajmo danes vložiti, zato da bojo moji otroci čez 20 let spomena. In jaz vsakega vprašam, zakaj, kaj boš ti imel, koliko boš, ne, se pravi, ni zdaj samo to, veliki že pozabi na stroške financiranja, če tudi so nizki, še vedno pač to pa je treba plačati, ne, se pravi, kaj so davki, ne, kako boš oddajal to nepremičnino, boš prikazal celo najemnino, ne, če boš, ne, se pravi, veliko je teh nekih, kako je z opremo, ne, in pač, če že imaš presežna sredstva, ne, kar jih pač veliko imajo, enkrat bojo ti cene padle, ne, in s tem ljudem pač velikrat rečem, da je mogoče razmisliti v nakupu česa drugega, pa kupi takrat, ker zagotovo bo še na kriza, ker bo cene malo nižje, ne, in potem nekako se ustavijo in rečejo, morda imaš prav, ne, vedno je treba si tudi en plan narediti, zakaj boš to investiral, ne, bomo videli potem tudi naprej pri zemljiščih, ne, ker se velikrat kar, ne, da vsi bi gradili, vsi se zaženejo ta nakup, ampak je velika eni stvari, ki je treba premisliti. Zdaj, kaj se bolj splača, stanovanja ali poslovni prostori, a ne, stanovanj pregovorno premalo, vedno jih bo premalo, kar se zgradi, se proda že preden je zgrajeno, ali pa vsaj pač rezervirane, se pravi, kar še ne pomeni, da je prodano. Tako da pač v tem smislu, zdaj težko je, ne, povprečna cena stanovanja, starogradnja, ne, 3,5, novogradnja, ne, se pravi 4.000 in več. Poslovni prostori se prodajajo po 2.000, ne, na kvadrat, mogoče malo več. Donosi so pa tam, ne, se pravi, kot rečeno, najemnine se zdaj od kratkoročne, se pravi, najemnine se v teh manjših stanovanjih hitro pobirajo, ne, se pravi, takoj po covidu, zato ker je crashnil trg kratkoročnih najemov, Airbnb in Bookinga, so se vsem tem malim enotam v bistvu najemnine precej znižale, ne, se pravi, nekaj, kar si oddal pred covidom za 750 na mesec, si potem mogoče za 450 do 500, ampak to se je hitro pobralo. Večja stanovanja to danes samevajo, za ta, kar so bila za najemu, ker pač to so, ne, najemali bolj tujci kot ne, ki so pač svoje družine, mogoče tudi s družinami prišli v Slovenijo, ker za Slovenca dati, ne vem, 1500-2000 evrov ali več, ne, recimo te novogradnje so se tudi po 2000-3000 evrov na mesec oddajale, to ne gre. A imaš denar, pa nimaš, ampak ga ne boš dal v najemnino. Tak bo raje dal za obrok kredita, vedno. A ne, se pravi, in ta stanovanja dejansko samevajo in tam ni nekih zares donosov. Poslovni prostori, ne, se pravi, poslovnim prostorom dejansko, ne glede na to, da je veliko dela od doma in vse, cene niso tako padle in so zdaj, če si izračunaš temu, verjetno donosi na poslovne prostore v trenutku, se pravi, so zdaj višje. Vse več, se pravi, tudi te ljudje, ki imajo malo več denarja, kupujejo se pravi, veliko zanimanje je za poslovne stavbe, ne, poslovne stavbe, ki bi jih radi kupili, vendar je pogoj, da so poslovne stavbe oddane, zato da se ne bi tudi s tem ukvarjali, da imajo pač izračunani donos, da je tudi to stabilno. Res je, da so še vedno polne pisarne, vendar se vseeno opažamo, da se najemne pogodbe odpovedujejo in da so te poslovne stavbe vedno bolj prazne, ne, niso prazne popolnoma, jih je pa vse težje oddati. Enkrat, ko grejo te multinacionalke ven, pa malo večja podjetja, ne, je težko oddati nekih 1000 kvadratov, ki so jih prej imeli najetih, ne, in tukaj potem zdaj počasi vidimo, da je to bo znala biti težava, če se ta trg ne bo prilagodil verjetno na neke manjše enote ali pa karkoli drugega je, ne. Zdaj pa, kako je zemljišče, ne, ker so bila dvosobna stanovanja, ne, med vsemi investitorji, zdaj je zemljišče zadnja, najbolj vroča žemljica, ne, vsak bi zdaj gradil. Zdaj nekako imamo povpraševanje vseh, ali se spoznajo na to ali ne, ali že imajo gradbince, ali nimajo, poznajo projektante ali ne, vsi mi kličejo in rečejo, Zarja, imaš kakšno zemljišče znotraj ringa, jaz bi zgradil vila blok, ne, se pravi, to je zdaj, kot je to tako enostavno, na kak se to predstavljajo. In dejansko tisti, ki ima zemljišče danes v lasti zazidljivo ali pa tudi še ne zazidljivo, je res pač, bom rekla, premožen, ampak ima res eno veliko vrednost. In zemljiščem res hitro raste vrednost, noro, kako se je to tudi med temi manjšimi investitorji zdaj nekako to razširili, da bi vsak zdaj bil, kar že malo, bi en projekt spelo, pa malo bi zgradil, pa si pol neke kalkulacije delal. Vendar tukaj je treba biti res zelo, zelo, zelo previden. Eno je to, kako si pač kalkulacijo narediš, eno so te cene, kot je tudi kolega povedal, v gradbeništvu, kako zdaj to rastejo, da je res to rastejo, pač predvsem so težave z izvajalci, ki jih ne dobiš. Ampak zemljišče, prav, imeti zemljišče za gradnjo je treba res tudi videti
če imaš enega večjega, kako ga sprocedirati, ne. Je pa treba biti tukaj zelo pozoren, ker velikokrat pozabljamo na te prostorske načrte, ne, to vi zelo dobro obvladate. Tako da ne bom šla v detalje, ampak recimo tudi po Ljubljani se je recimo zdaj v Podutiku spremenilo, ne, se pravi, zdaj si lahko Podutiku gradil v enem delu 4-stanovanjske enote, ljudje so to kupovali po zelo visokih cenah ta zemljišča, ne, zdaj so spremenili z novim letom, boš lahko gradil samo 2-stanovanjsko enoto, ne. Recimo, tukaj se ti vsa kalkulacija sesuje, zato tudi zelo previdno pri teh cenah, ki jih pač plačujete ali pa plačujejo, se pravi, za zemljišča, ne, ker v teh na najbolj iskanih lokacijah je tudi to že 1000 evrov na kvadrat in je treba pač vedeti, kaj lahko tam delaš, a ne, zelo dobro, ne si samo kalkulacije in donose računati, najprej sploh domačo nalogo res od začetka, kar velikokrat potem malo pozabljamo, ker vsi so neki kolegi, jaz poznam, dajmo hitro kupiti zdaj prilka, ne, vedno se mudi pri teh vročih zemljicah, takoj so še 3 vrsti, ne, vsak nekaj ponuja, tako da je veliko bilo že takih, ki so potem pa kar malo, ne, mogli malo težje vse skupaj prebaviti in prežvečati, ker je bilo daleč od tega, kar so si zamislili, ne, tako da tudi Vrhnika je spremenila, ne, se pravi, da določenih območjih ne moreš več graditi 2-stanovanjskih nekih dvojčkov, pa vse to, kar se je predala, ne, vse to, kar se je potem tudi zelo dobro lahko prodalo. Potem ne obstajajo pa samo zemljišča za gradnjo stanovanj, se pravi, vse več tudi povpraševanje po skladiščih, no, se pravi, kjerkoli po Sloveniji, ne, se pravi, tukaj pa tem zemljiščem izven Ljubljane, izven teh urbanih Maribora in teh Primorske recimo, skokovito narašča tudi povpraševanje kjerkoli, oni mi rečejo, samo da je avtocesta blizu, mi bomo gradili skladišča, a ne, se pravi, premalo je skladišč in to je res nekaj, kar se potrebuje tudi zdaj s tem veliko trgovinami online, vse to, ne, se je veliko spremenilo, ampak skladišče je absolutno premalo v vseh oblikah, se pravi, tudi teh manjših, nekih danes sem tudi enega, ki ima idejo, da bi mogoče te manjše enote naredil po vzoru Amerike in drugih, a ne, mi tega v Sloveniji sploh nimamo, da bi lahko imel te lastne storage, a ne. Skratka, tudi zazidljiva zemljišča, ki so danes še relativno poceni izven Ljubljane, ne, so res neka stvar, v katero se res plača vložiti, ne. Recimo, imela sem tudi zdaj povpraševanje za eno malo večjo zemljišče kjerkoli, predvsem take niso za gradnjo toliko primerna oziroma da niso ravna, da so mogoče na nekih malo bolj nekih pobočjih in je rekel, potrebujemo južno lego, velike površine, da bomo za solarne sisteme gor postavili, ne, se pravi, veliko je nekih idej tudi vnaprej, niso samo vila bloki in niso samo poslovne stavbe, ki se jih da na teh zemljiščih graditi, tako da zemljišče je absolutno nekaj, kar do zdaj nismo razmišljali, kar je bilo vedno precej poceni, zdaj pa nekako res pridobivanje vrednosti, a ne, zopet, če ne gledamo donosa, lahko gledamo ohranjanje oziroma zelo veliko povečanje vrednosti. Take se že malo bolj znajde, pa ima kakšne boljše veze pri kakšnih občinskih ljudeh, a ne, se pravi, veliko se teh prostorskih planov se spreminja, iz kmetijskih zemljišč se spreminja, tudi v zazidljiva, ne, se pravi, to je vedno, pa če da živiš, da je neko področje, kjer so sama zazidljiva zemljišča, prej slej bo tudi tisto vmesno, ki je kmetijsko ratalo zazidljivo, a ne, se pravi, to so tudi ene take stvari, kjer se je treba tudi že malo bolj potruditi, a ne, se pravi, to ni zdaj nekaj, kar malo tako spotoma narediš, da malo pogledaš na nepremičnine, pa da to deluje, pa gozd, ne, za gozd pravijo, da je to bo tudi nekaj, kar bo raslo, zdaj to absolutno zastonj, ne, se pravi, ni nič vredno, ampak tudi, če majčkeno gledamo naprej, je nekaj, v kar bi se lahko recimo splačalo vložiti, da ni to vedno samo neko stanovanje ali pa orodovanje ali pa na teh področjih. Potem, kar se tiče davčnega vidika, ne bomo šli v detalj, v davkih lahko res govorimo pač zelo na dolgo in široko, ne, ker tukaj je pač to velika stvar vsakega posameznika davčnega vidika, ne, se pravi, ampak mogoče par opozoril, ne, kar ugotavljam, da velikokrat pozabljajo, ne, predvsem ljudje, ki se pač lotijo gradnje in niso gradbinci ali pa niti ne vejo, kako bi se tega lotili, imajo zemljišče, naredijo, ne vem, 2 enoti dvojčka, enega imajo za sebe, 3 bi prodana, ne, in zdaj, kar je treba paziti, je to, da veš, a boš gradil z DDV-jem ali brez DDV-ja, ne, da na koncu projekta ugotoviš, da boš mogel vsega tega plačati DDV, ker lahko samo eno enoto prodaš brez DDV-ja po sistemu davka na promet z nepremičninami, vse ostalo mora biti pa DDV, ne. In to so ene taki detajli, zato je treba vedno, ko investiraš v te stvari, si res narediti en pregled in res vedeti, ali boš delal na fizično osebo, ali boš kupil tudi stanovanje, pisarno, karkoli,
na podjetje, da boš vedel, kako boš potem lahko zoptimiziral davčno stopnjo. Kakšna je tvoja efektivna davčna stopnja podjetja, to jaz vam ne morem povedati, ampak to so vse stvari, ki si jih morate sami prekalkulirati, da boste vedeli, kako boste zmaksimizirali svoj donos. Ni to samo Excel tabela, kamor noter dam najemnino, pa veliko drugih stroškov včasih tudi pozabimo, potem pa koliko sem za to kupila. Zelo pomembno in zelo vroča tema kapitalski dobiček, seveda, ki so cene toliko visoke, vsi prodajajo po višjih cenah, kakor so kupili. Če ravno niso bili prijavljeni 3 leta, da to ni njihov dolg, ki ga prodajajo, ker veliko pri investitorjih ni, da je to zdaj taka telovata, kako zdaj pravilno speljati tak kapitalski dobiček, seveda velikrat so kupovali tako, da so neke nižje vrednosti se že pisale na pogodbah, tega ne delamo, ne tudi samo zato, ker to ni dovoljeno, ampak ker tudi ni to ok. Kdorkoli vam bo danes rekel, lahko pišemo manjšo vrednost, ja ne pišemo, ker boste vi kasneje imeli težave, vendar na to nihče ali pa velika tudi ne pomislimo, ko kupujemo, si sam želimo, da to dobimo. In v bistvu zdaj to so taki veliki zneski teh kapitalskih dobičkov, pol enako, ko obnavljate, ko kupujete, vedno morajo biti ti računi pisani na vaše ime, se pravi, da se ve, da je to res za vašo nepremičnino bilo, karkoli ste vložili, da se boste potem lahko to davčno osnovo nižali. In tudi plačani prek računov, se pravi, mi bi zdaj to vsi prenavljali tam z nekimi, malo gotovini, malo kakorkoli, to vam pri kapitalskem dobičku na koncu nič ne pomaga in potem so po vaši donosi bojo šli kar dol. Če boste vse prej v redu naredili, poceni kupili, dobro dali, potem boste pa prodali, pa nikakor ne gre več, da bi lahko zdaj to si kar znižali. Zdaj, te časi, da vam bo nekdo ne vem koliko dal v gotovini, pa prinašal ne vem kjer denar so mimo, se pravi, to nekako ne moreš več, da res ne. Čisto na kratko še davek od dohodkov od oddajanja premoženja v najem, tukaj je tudi zelo velika, se pravi, ker je to zelo visoko, 27,5%, na tega, kar odda, že itak so najemnine se znižale, niso tako visoke in to zelo ta naš donos niža. Zdaj, velike te kreative, tudi na tem področju, kako zdaj, jaz ne bom zdaj ušla v to, a boste vi za svoje davke prijavljali ali ne, ampak razne možnosti, da bom pol dal na najemnino stanovanja, pol na najemnino opreme, pol na ne vem, kjero najemnino drobnega inventarja, to tudi ne gre več. Se pravi, ta davek je pač nekaj, kar se vedno bolj kontrolira ali se plačuje, in tukaj enako, ko boste kupovali pač kakršnokoli nepremičnino za investicijo, tudi zaradi tega davka, ki boste oddali, morate premisliti, da boste kupovali kot fizična oseba ali kot pravna. Se pravi, to je ena velika slika, ki jo morate pogledati, preden greste v nakup, ne glede na vrednost nepremičnine, ker velikokrat kar kupijo na fizično osebo, pa niti ne vejo, kako kupi, zdaj bi pa to dali nekako, pa obnovijo vse prek svojega podjetja, ker je seveda, da vas odbijajo, pa imajo pa problem, pa več ne vejo, kako bi vse to skombinirala. Se pravi, velike enih vidikov, ni samo to, grem na banko, vzamem kredit in hitro plačam, in se borim za to. Tako da to zdaj na kratko, en pregled, jaz zdaj pol bi mogoče bolj detaljno, če bi bili kakšne vprašanja, zdaj pač, zato pač vse to napeljuje na temu, da pač je fino, da si najdete nekega strokovnjaka, ki vam lahko tukaj svetuje, ne samo to, da vam najde neko nepremičnino ali pa prodane, se pravi, da vam da slike gor na internet, pa odpira in dela oglede, zato nismo strokovnjaki tukaj, ampak ravno zaradi vsega tega, kar sem zdaj povedala, tukaj enih malih pasti oziroma nekih mehkih trikov, ki pa vam lahko te donose res viša. Se pravi, ne rabi biti donos tudi mehek, kako ne mislimo, da je. Hvala lepa za vsa vprašanja, sem na voljo, tukaj so moji kontaktni podatki. Hvala za vse te praktične nasvete. Upam, da jih boste potem še delili tudi po koncu tega pogovora. Zdaj pa predlagam, da mogoče še z neke druge perspektive pogledamo na nepremičninski trg. Z nami gospod Gregor Rožman, pomočnik direktorja podjetja Protimržišnik Perc, ki kot povedano so tudi naši člani. Gre za projektivno podjetje in vprašanje, ki nas zanima, je, kako pri vas spremljate povpraševanje na nepremičninskem trgu. Hvala za besedo. Jaz sem včeraj sodeloval na enem precej podobnem dogodku, ker smo se pogovarjali bolj o institucionalnih investitorjih v nepremičninski trg. Tam je bilo ogromno govora o pisarnah, o stanovanjih, o logistiki, ki je zdaj na nek način na udaru
vsi vemo, pač razlogi so jasni. In nekako sem prvi vprašanje, kjer pa vidim še kakšno področje, kjer bi v bistvu se ta trg lahko razvil. Moj odgovor je popolnoma jasen. Mislim, da se navezuje na večino SBC članov in to je v bistvu proizvodnja. Naslov tega predavanja je investirajo pametni in zavedeni. Jaz bi rekel, da pač v naših krogih investirajo tisti, ki morajo. Ne bom se poglabljal v nepremičninski trg kot naložbeni trg. Predvsem, recimo, moj prispevek danes bi se bolj navezoval na to, da je čutiti neko reindustrializacijo Evrope ta trenutek. Čuti se, da pač Slovenija kot izvozno orientirana država, veliko pač podjetnikov med nami, dela tudi na tujih trgih, imajo zelo močne pritiske v svojih verigah, predvsem svojih končnih kupcev po pač nekih dodatnih kapacitetah. To je tisto, kar mi na trgu zaznavamo. In bi rekel, da je veliko investitorjev v tej branži danes kar v škripcih. Zaradi tega, ker noben tega na nek način ni čist pričakoval, da ni mogel srednjeročno ali pa dolgoročno planirati. In so danes soočeni, da morajo z danes na jutri povečati svoje kapacitete, kar je pa seveda izjemno težko. Težko je zaradi tega, kar sta se v bistvu že kolega in kolegica dotaknila, en del je vezan na financiranje, ampak recimo, da to je danes še nekako prevrodljiva težava. Drugo je pa seveda, kako te kapacitete zagotoviti, kam jih postaviti. Mi smo bili, recimo, mi smo si ustvarjali nekako ime v industriji, delali ogromno z proizvodnimi podjetji, ki pač tudi največje znanje akumulirali. Smo bili nekako prepričani, da ko je pač udarila ta situacija, ki je zdaj udarila, da bo industrija nekako vsaj delno upadla. En trenutek ali pa nek čas vmes je seveda logistika bila tista, ki je vodila posel in logistične kapacitete, kdor se jih v bistvu lotil 2017-2018 je danes prosperira in se je na trgu pojavila pač neka ponudba, ki je vezana na ta logistični sektor, ampak kot ste omenili, povpraševanje po logistiki je izjemno. Isto se je pa začelo v bistvu v lanskem letu dogajati z industrijo. Zmeri več, mi bi želeli povečati kapacitete, potrebujemo 5000 kvadratnih metrov, kje bi gradili. Vprašanja celo do te mere, mi se moramo v kompletu relocirati. Mi na tej lokaciji ne moremo več se širiti, ni prostorskih danosti, ni danosti v prostorskem aktu, ni politične podpore, kam lahko gremo. Jaz nekako upam, da smo mi zdaj nekje na začetku te reindustrializacije Evrope. Analitično ne moremo govoriti, ker smo res zelo fokusirani na to, kar se dogaja na našem lokalnem trgu, pa pri naših stalnih naročnikih ali pa naročnikih, ki nas poiščejo ravno zaradi te specializacije. Ker če smo že do kolen globoko ali pa če smo celo že do vratu globoko, smo v hudih težavah. Zaradi tega, ker ni vprašanje, investirajo pametni ali zavedeni. Investirajo danes lahko tisti, ki so dobro informirani. Se pravi, kvaliteta in pa neka strokovna podpora je po moje ključ, ker je pasti pa ogromno. Če se malo navežem na to, kar ste že povedali, predvsem kako v Sloveniji upravljamo z prostorom. Tak skupni imenovalec je, če nekdo nas od odzuni gleda, se vi pa imate pa več kot polovica države je gozd, pa imate pač razpršene naselja, pa veliko kmetijskih površin, se pri vas ni zemlje za investicije. Daleč od tega, imamo presežek stavbnih zemljišč za investicije v industrijo, proizvodnjo, logistiko. Problem je v tem, ker so drastično razpršene in nimajo ustrezne infrastrukture. In ko pridemo do infrastrukture, ali pa recimo, dajmo se najprej dotakniti prostorskih aktov in pogojev za gradnjo, predvsem imamo znanje. Veliko razvoja se dogaja v mestnih občinah, kjer je recimo aparat ustrezno podkovan, imajo službe, ki znajo reagirati, ki se znajo vrniti, ki znajo na nek način sodelovati tudi z nosilci urejanja prostora na državni ravni. Pri manjših občinah, ki pa imajo veliko zemlje namenjene v prostorskih aktih za razvoj, pa tega znanja ni, in so postopki dolgotrajni, oporni, seveda vsi se jih lotevajo z neko bojaznijo, da bodo naredili nekaj narobe.
In tam zadeve lahko trajajo na izvedbenem, recimo prostorskem aktu tudi 2 leti, 3 leta, da se po strateškem sploh ne pogovarjamo, tam pa 5, 7, 10 let, nekaterih v bistvu sploh še nimajo na tem rangu sprejetih, izmed 215 občin, ki jih imamo v Sloveniji, pa še nove nastajajo. Spravi, ta decentralizacija nas je pripeljala v eno, bi rekel tako, kar malo pad pozicijo, ker zemlje je dovolj, ampak ne tam, kjer bi v bistvu minimno potrebovali. Zdaj, državni nivo, pa zdaj gledam zadevo zelo centralizirano, tako kot celo državo. Bojo najprej rekli, ja, sej, vi bi radi neka nova stavbna zemljišča tukaj, ker vi tukaj potrebujete. Se pravi, vi bi radi vašo proizvodnjo širili, seveda od vaših vodnih vrat 200 metrov naprej, kjer so kmetijska zemljišča ali pa gozdna zemljišča, ampak v bistvu fond stavbnih zemljišč že v vaši občini, kaj šele v regiji, je popolnoma nezaseden. Kako boste vi zdaj prepričali nas, Ministrstvo za kmetijstvo, da vam damo še dodatnih 3 hektarje ali pa dodatnih 5 hektarjev. Se pravi, to je eno tako decentralizirano, neplansko urejanje prostora ali pa menedžiranje prostora, ker nas je malo potegnila ta logika poslovna cona v vsako slovensko vas dobesedno. In ta je, ne me narobe razumeti, omogočila izjemno velik zagon razvoja gospodarske dejavnosti 30 let nazaj. Je omogočila, da so garažna podjetja prerasla v danes solidna družinska podjetja, ogromno takih zgodb tudi znotraj SBC-ja in jih seveda absolutno moramo podpirati, ker to je gonilo našega razvoja na državni kot tudi kot družbe. Samo ta trenutek smo v eni taki poziciji, ker se nas pa to zdaj malo že cuka za rokav, pa nismo več tam, kjer bi v bistvu lahko bili pri tem uspešni. In mi se dejansko soočamo v letošnjem letu, če se samo osredotočim na letošnje leto, dnevno z povpraševanji po povečanju proizvodnih kapacitet, po povečanju nekih R&D kapacitet, seveda vse optimalno na neki lokaciji, ki je investitorju že blizu. Ne da se zmeriti. In pridemo potem pa iz enega problema v drug problem, ta pa se v bistvu imenuje infrastruktura. Infrastruktura v Sloveniji ne bo rekel, da je dobra, ni slaba, ampak je pa v bistvu v veliki meri nezadostna. Da imamo še en v bistvu tak zelo močen paradoks, kjer za infrastrukturo na lokalni ravni skrbi primarno lokalna skupnost, ki pa po defaultu nikoli nima sredstva, da bi infrastrukturo vnaprej razvijala in pripravljala območja in spodbujala gospodarsko dejavnost. Vsi čakajo ta prvega investitorja, ki mu v bistvu potem dajo zraven še račun za 2 milijona evrov za ceste in za kanalizacijo in za vodovode in vse. In ta prvi jih malo dobi po grbi, ampak potem, ko ta prvi to prežveči, se za njim lahko nek razvoj zgodi. In tukaj jaz predvsem vidim možnost razvoja novih produktov, ki bi lahko posegli tudi v privatni sektor in bi na nek način razbremenili državo in lokalne skupnosti. Danes imamo ta rigiden sistem komunalnega prispevka, ki je z vsako spremembo zakonodaje bolj čuden in bolj rigiden. In ustvarja zmedo in občine na to niso pripravljene in zdaj je sploh en tak paradoks zaradi te nove uredbe, tole pustimo detajle, ampak dejansko mislim, da bi se tukaj mogel izoblikovati nek del tega potencialnega institucionalnega investiranja, kjer bi privatni kapital se pretakal v naložbe v infrastrukturo, ker konec koncev, mislim, se bom vrnil recimo bolj nazoren primer stanovanjske gradnje. Tam ga je lažje razložiti, kar v bistvu hočem zdaj povedati. Imamo eno območje, kjer je možnost zgraditi 40 hiš. Infrastruktura stane 1,5 milijona, cca, da se zgradijo vse te prometnice, žile in podobno. Vsak lastnik nepremičnine bo gradil svojo hišo in ima denar za svojo hišo. Ampak nihče pa nima 1,5 milijona, da bo zgradil svojo infrastrukturo. Občina bo dobila od enega komunalni prispevek daleč od tega, da bo dovolj, da bi sama šla v to investicijo. In tukaj v bistvu potrebujemo razvoj novih produktov, ki bi omogočal neko strukturirano vlaganje v infrastrukturne projekte, za katere jaz verjamem, da imajo nek zagarantiran donos. Ker če imam danes 40 lastnikov nepremičnine, ki bi radi gradili hiše, skupaj se ne morejo povezati in ne morejo zgraditi infrastrukture, nimajo znanja, nimajo možnosti, konec koncev tudi vnaprej denarja za kaj takega, je po mojem tukaj ena taka priložnost, ki jo trg lahko vidi.
Seveda bomo mogli pa iti čez par postopkov, recimo zakonodajnih sprememb, da bomo lahko to omogočili. Je pa eno tako zanimivo področje. Prepričan sem, da bi tudi banke bile pripravljene to financirati, zaradi tega, ker to besedno rizika ni. Moje mnenje. O tem se lahko še pogovarjamo, ampak je ena novost. Tako da predvsem vsem članom SMC in širše, ki se danes eventualno soočajo z tem problemom, kam se širiti, kako v bistvu zagotoviti, da bom lahko rastel v svoji proizvodnji, da bom lahko servisiral trg, ki mi v bistvu stoji ob strani, zaradi tega, ker ve, da sem kvaliteten, ker ve, da jih še nikoli nisem pustil na cedilu, ampak hočejo vedno več in več. Pravi, ko ta reindustrializacija dejansko na polno poči v Evropi in mislim, da bo, ker bi rekel, da je to nekako zaupanje med Daljnim vzhodom in Evropo, ko se zmeri bolj podira in se bomo zelo ogradili v neke tri ključne svetovne globalne trge, se pravi Amerika, Evropa, Kitajska, z eventualno še kakšno državo v regiji in bomo malo se ogradili, bomo odvisni zmeri bolj od tega, kar je navznoter. In navznoter smo, kar se Slovenije tiče, izjemno dobri dobavitelji, izjemno močni izvozniki, ki bomo samo rastli. To jaz v bistvu vidim. In tukaj bomo tudi skozi združenje, kot je to, nekako mogli malo pritisniti na državo, na lokalne skupnosti, da nam omogoči ta razvoj. Ker ta trenutek ta razvoj v bistvu rigidni. Zdaj pa, če se vrnem zgodbo malo na nas, mi imamo zadosti poslovnih prostorov, da lahko rastemo. Imamo pa veliko težavo s kadri. Mislim, da se s tem soočajo tudi druga podjetja znotraj kluba. In mi, ko smo v bistvu rekli, kam bomo pa mi zdaj z nekim presežnim denarjem, ki smo ga v storitvenem sektorju ustvarili, smo rekli, dajmo združiti, dajmo se ne spraševati o donosu, pa o obdržanju vrednosti ali pa povečanju vrednosti tega denarja, dajmo se pogovarjati o dodani vrednosti tega denarja. In mi seveda dodano vrednost vidimo v tem, da lahko servisiramo, privabimo in ohranimo najboljši kader. Zato smo v bistvu denar, ki smo ga kot takega namenili v investicije v zadnjem času vzeli in k sreči na lastnih stavbnih zemljiščih, ki so po prostorskem aktu to omogočila, ker smo se za to 10 let borili, na zalogo, zgradili zelo glasni termin, 2 kila bloka, ki je zdaj ful popularen, ampak ne, to sta dve večstanovanjski stavbi, ki smo jih strateško namenili za privabljanje in za zadrževanje potencialnega močnega kadra, strateškega, takega, ki ga dejansko potrebujemo. In bom zadevo razbil na dva dela. Začeli smo s tem, smo pozabili donos, smo rekli, donosa tukaj ne gledamo. Gledamo dodano vrednost. Dodana vrednost je ravno to, da smo zdaj ta stanovanje smo lansirali v septembru, se zelo polnijo. Moram reči, da smo na ta način v bistvu prepričali v relokacijo 3 strokovnjake iz tujine, ki so in to v bistvu z celega sveta, lahko vem, Indija, Mehika, Rusija. V bistvu vsi strokovnjaki na svojem področju projektiranja v tem novem BIM okolju, ki je v Sloveniji ni dovolj razvit, oziroma izobraževalni proces ni tako daleč, da bi generiral mlade strokovnjake in kadre. In enostavno smo šli global. Smo rekli, dajmo pogledati. Zdaj, ko imamo ta stanovanja, ker smo vedeli, da jih bomo imeli, smo jih vrgli noter kot bombonček in dejansko odlično deluje kot princip. Se pravi, nekomu pomagaš ne samo s tem, da rečeš, pridi, imam delo zate, ampak dam ti pa vas relocation support. Se pravi, ti prideš z prtljago in te najprej peljemo pogledati tvoje stanovanje, potem greš pa šele na razgovor v podjetniku, da ti dodelimo narod. Zdaj ga uporabljamo zato, da imamo določene kadre, te, ki na novo prihajajo, ta teden smo eno sodelovko novo dobili, to iz Indije, da jo preventivno dela iz svojega novega stanovanja, ker je v izolaciji. To je potem isto, kar je bilo včasih v Jugoslaviji. Saj ni nič novega, popolnoma nič novega. Nihče si ne lasti ideje. Gre za to, da je ta koncept popolnoma izumrl v Sloveniji, ravno zaradi tega, kar smo se prej pogovarjali, da so
90-ih na trg priletela stanovanja, ki so bila nič ali zelo malo pač strošek, a ne. In že tako tradicionalno smo pač lastna nepremičnina, najemniški trg je bil sekundarnega pomena zmeraj, bolj študentska zgodba, če tako pogledamo, ne. In nepremičnine si moramo lastiti. Ampak bi rekel, da recimo nove generacije, predvsem to so vse mlajši sodelavci, ki prihajajo, ne. Specializirani strokovnjaki v svojih poznih 20-ih ali pa zgodnjih 30-ih, ne. Družina ja, družina ne, kakorkoli obrnemo. In te pa res se včasih sprašujejo, kaj pa kako, ne. Te pa so tisti, ki rabijo babice, detke, prababice, mrzle tete, zato da skupaj sestavijo, da grejo lahko nekam na svoje živeti, ne. Mi v bistvu tega lastniškega sistema ne podpiramo, zaradi tega, ker vseeno kadri morajo, pri kadrih je treba zgoditi neko vseeno fluktuacijo, nikoli ne veš, a se odnese, se ne odnese. Zato smo dali ta produkt na trg kot reanimacija nekega sistema, ki je včasih živel, živi tudi v sosednjih državah še naprej, pri nas je pa nekako ugasnil in smo rekli, mogoče pa tukaj za nas dodana vrednost. Ta trenutek jo čutimo, ne moramo zagotoviti, da jo bomo čutili čez eno leto, ampak bomo ohranili ta koncept in bomo dejansko zgradili smo 31 stanovanj, od tega jih bo 70% zmeraj na voljo za kader. Delno smo se dezinvestirali, da smo investicijo tudi pokrili, ker je konec koncev je pa cela investicija presegala naše finančne zmožnosti, se pravi, nekaj smo se zadolžili, to, kar smo mogli v bistvu prodati, smo po istem konceptu ponudili podjetjem v poslovni coni za popolnoma isti model. Lahko rečemo tudi build to rent, tako je zdaj zelo popularen izraz, ampak mi smo ga zadržali pač znotraj naših potreb. In zaenkrat v bistvu, kako bi rekel, žanjemo dividende. Je pa še ta drug aspekt te investicije, tako kot ste prej omenili, stanovanja so ena bolj likvidnih naložb. Se pravi, teoretično, če se pa mi kdaj znajdemo v zagati, pa se moramo finančno reševati, kar pač se v 30 letih ni zgodilo, ampak nikoli ne veš, je pa to tudi strateška naložba, kateri se bo najverjetneje z vzponom inflacije, pa predolgi rok vrednost dvigovala. Če bi jo danes prodali, če bi bila čisto oportunistično na trgu, pa bi iskali največji donos pri transakciji. Danes je boom, Samo mi nismo hoteli iz 6 milijonov narediti 8 milijonov. Mi smo v bistvu hoteli rešiti ten problem, ki ga kot podjetje imamo in mislimo, da smo na pravi poti. Tako da eventualno, če bi kdorkoli izmed članov se s podobno dilemo soočal, smo tukaj zmeraj odprti za kakšen nasvet. Hvala. Hvala, jaz sem samo eno kratko vprašanje. Pravite, da ta koncept, bomo rekli, kadrovskih stanovanj, nekaj, kar ni novo v sosednjih državah, pa tudi v Nemčiji. Me zanima, koliko je pa kaj država vas pri tem podprla, ker kolikor vem, pač sploh v Nemčiji je država zelo pomemben igralec pri tem. Slovenska država ni. Tukaj smo v bistvu popolnoma prepuščeni lastni iniciativi, smo sprožili enkrat, dvakrat pobudo za določene pač davčne subvencije na to temo, ali pa recimo investicijske olajšave, ker smo naleteli na zelo mlačne odzive in nobene pač dokončne resolucije. Mi smo pač trmasti, mi zasledujemo nek svoj cilj in smo rekli, mi bomo probali, ker to rabimo. In zdaj v bistvu na nek način komuniciramo nazaj vsem deležnikom, da se da, ima efekta, tako da smo to skomunicirali. Mene bolj glede stanovanjske politike moti en drug paradoks. Prej, ko sem poslušal vaju, se je meni skozi rolal film Trump Towra v Central Parku v New Yorku. Pa smo tudi v Sloveniji počasi že tam, ker je stolpnica stanovanjska, ki je prazna. Ima valeja, da preveri, da čekira hišnike, kako hodijo ven pa noter, ampak noter ni enega stanovalca. Zaradi tega, ker je to v bistvu naložbena nepremičnina, ki zaradi lokacije in zaradi v bistvu renomeja ohranja to, recimo povečuje vrednost nepremičnine in jo kupujejo premožni, tisti, ki lahko tako. Niti ne vejo, nekateri niti ne vejo, da so lastniki. In zadnjič sem zasledil že en tak prvi vic na slovenskem trgu, kjer v bistvu se pač govori v smislu, zdaj le kupite stanovanja, ne rabite se ukvarjati z dnevniki,
naj bo prazen. A ne? Plačujte ono minimalno stroške ogrevanja, zato da vam ne propada, pa da se vam plesen ne nabira, čez en let boste prodali za 20% donosom. In če je to način reševanja stanovanjske politike v državi, imamo težavo. Ne? Po drugi strani pa strukture na državni in na lokalni ravni več kot očitno ne sledijo potrebi po profitnih in neprofitnih stanovanjih. Pa še tako, to bi sam popravil, pač mi ne radi uporabljamo termin kadrovska stanovanja, ker to niso kadrovska stanovanja, to ni stanovanje, ki bi nekomu pripadalo, kar je pri nas zaposleno. To je v bistvu stanovanje, s katerim mi določene probleme rešujemo v kontekstu privabljanja kadrov, ampak te kadre plačujejo tržno najemnino. Tako da vseeno so to tržno stanovanje. Tržno stanovanje z namenom. Mislim, nekaj moramo narediti, ker drugače imamo res hud problem. Ko sem videla v prvem konceptu, je še pisalo kadrovska Ja, stanovanja. to je bil recimo kiks, ki se mogoče malo navezuje na to, kar ste omenili, ne, včasih so bila ta termin kadrovska stanovanja Spominja na neke druge čase tudi. na neke druge čase, ker so ga zadeve tudi na ta način urejene. Hvala tudi za ta zanimiv pogled. Zdaj jaz mislim, da smo se že skoraj odločili, da je tudi v teh časih nakup nepremičnine lahko prava izbira. Vprašanje pa je, ali pokriti ta nakup z lastnimi presežki ali z dolžniškim financiranjem. Kako sploh pristopiti k pripravi projekta, da si sploh lahko obetamo projektno investicijsko financiranje s strani bank. Pa mogoče tudi, kateri so tisti dejavniki, po katerih banke presojajo, komu bodo dodelila sredstva. Točno to, pozdravljen, dober večer. Jaz sem Marko Furlan, sem zadolžen za projektno financiranje na NLB-ju. NLB je pred cirka 5 leti že spet začela v bistvu s projektnim financiranjem, ker kakor vemo, vmes je bila kriza, razni DUTB-ji ne bi zdaj o temu razlagal. Tako da smo v bistvu sestavili eno zelo dobro ekipo za projektno financiranje. In mislim, da glede na to našo ekipo imamo tudi prednost pred drugimi bankami, saj smo tudi zelo tehnično podkovani in spremljamo stranko od začetka do konca. Tako da, kar se tega tiče, jaz v bistvu danes na hitro, brez bančnih terminov, predstavil, kaj sploh pomeni projektno financiranje, na kaj morate biti pripravljeni, kakšno dokumentacijo prinesti v bistvu k nam, ter kaj lahko vi pričakujete od banke pri projektnem financiranju. Tako da v bistvu to je moj namen današnje predstavitve. Rad bi vam še predstavil, da pač naša grupa je prisotna po vseh državah bivše Jugoslavije razen Hrvaške, tako da morate vedeti, da imamo zelo veliko projektov odprtih, zaprtih tudi. Seveda vsaka banka želi čim prej zapreti projekt, mislim, zelo zanimivo. Ljudje bi radi denar za nekaj časa, banka bi pa rada svoj denar čim prej nazaj, dejansko posluša denar od tega, ki ga ima tudi, ampak tako pač je banka. Seveda, stanovanja, to je v bistvu number one pri nas trenutno, potem imamo poslovne stavbe, hotele, kogeneracije smo financirali, trgovske centre, predvsem zdaj financiramo tudi v Beogradu, je bil na novo odprt Beo shopping center, vetrne elektrarne financiramo, to imamo recimo na Kosovu, imamo zelo velik projekt, skupaj še z eno drugo banko, infrastrukturo financiramo, TIR 2, kakor veste, tako da naša banka je dosti vpeta v malo manjše projekte in zelo velike projekte, ker se pač lahko financiramo glede na kapital, ki ga imamo. Zdaj jaz bi vam čisto v bistvu na kratko predstavil, kaj pomeni sploh projektno financiranje, kaj rabite, kakšno dokumentacijo morate prinesti. Tako da tle ne bi preveč dolgo vezal, ker verjetno za kakšnega je zanimiv, za kakšnega ni zanimiv, ampak jaz bi vam pač rad predstavil, ker kakor smo rekli, danes je veliko ljudi zainteresiranih za investicije, radi bi investirali, ne vejo kako. Seveda, recimo, nekdo ima 1 milijon evrov in bi rad za 1 milijon evrov investicijo naredil sam. Zakaj? Ne rabiš. Banka ti da vsaj 70%
celotne vrednosti, stroškovne vrednosti investicije. Zakaj bi vse sam investiral? Če sam investiraš, lahko v svoj denar daš v investicije, na koncu pa ugotoviš, da ti je zmanjka nekaj denarja. Ko ti zmanjka denarja, banka ponavadi ne rada vstopi v investicijo, zato ker nikoli ne vemo, kaj se dogaja do tega trenutka, zakaj je šlo narobe, zakaj je zmanjka denarja. Dobro, danes vemo, da se držijo materiali vse skupaj, ampak zakaj bi ljudje celoten denar investirali? Zato smo banke tukaj. Banka pomeni, projektno financiranje pri nas pomeni v osnovi. Okoli 30% je lastna udeležba. Zdaj, kaj pomeni lastna udeležba? Lastna udeležba je denar, ki ga je investitor investiral v projekt do sedaj. Ponavadi je to zemljišče, plačan komunalni prispevek, projekti narejeni in plačan. Ponavadi je to okoli 20-25%, zdaj odvisno, nekje je tudi malo več, ker so zemljišča po Ljubljani danes zelo draga, drugače pa osnova to. Seveda vas zanima zdaj, kaj pomeni vrednost zemljišča. Recimo, če si podedoval zemljišče, oziroma če si ga kupil pred 10 leti, ni danes ta vrednost enakovredna prejšnji vrednosti. Takrat banka, seveda vsak, ki želi projektno financiranje, mora narediti cenitev zemljišča in cenitev bodoče vrednosti projekta. S tem banka dejansko vidi, ali je projekt profitabilen, kakšna je vrednost, dejanska vrednost zemljišča, glede na plačano, glede, ne vem, če je podedovano, pa seveda nimamo transakcije, ki bi jo zabeležili, bi točno vedeli, koliko je ta vrednost. Ampak osnova je taka, da recimo 25 do 30% mora biti lastne udeležbe. Zdaj, potem kredibilnost investitorja. Banka danes vsakega investitorja preveri. To je prvo, kar naredimo, ko pride investitor do nas. Ker če investitor ni kredibilen, banka ne želi dati kredite. Zdaj, kredibilnost. Kaj pomeni ta kredibilnost? Mi imamo prav službo, ki se s tem ukvarja, veste. Tako da jaz v to ne bi šel noter, ker dobim pač reporte njihove, ampak vemo vsi, da kredibilnost izhaja tudi iz tega, a ima ekipa reference, a ima ekipa znanja, a so že naredili kakšne projekte. Tako da ponavadi ljudje, ki imajo reference, pridejo do nas, točno že vejo tudi, kako in kaj, in tudi banka ne komplicira pri teh ljudeh. Po drugi strani imamo pa, tako kot je Zarja rekla, danes polno enih investitorjev, tako kot leta 2008, ne bom zdaj rekel za noben poklic, da ne bom koga užalil, ampak pač niso investitorji. Danes bi bili radi investitorji, zato ker že spet vsi slišijo, da zgradiš za 2000 evrov stanovanje, prodaš ga za 4,5. To vemo, da donosi so nenormalni danes. V osnovi, ker se s projektnim financiranjem že dolgo časa ukvarjam, osnova je bila nekje 20% donos. 20% donos, mislim, danes sploh noben ne razmišlja, da bi šel. Verjetno se tudi danes v poslovne nepremičnine ni takih investicij, ker ni takih donosov. Tako da, gledajte, osnova je lastna udeležba, kredibilnost, potem banka ima rada novo podjetje, SPV bi to povedal. Zakaj? Zato, ker radi vidimo, da se dejansko investicija loči od osnovne dejavnosti podjetja. Se pravi, karkoli gre narobe, imamo tukaj SPV, imamo posebno podjetje, tudi če banka prevzame, recimo v najslabšem primeru, če se to zgodi, je za nas dosti lažje prevzeti ta projekt in ga speljati naprej do konca, kot če je to na matičnem podjetju. Pa tudi na matičnem podjetju, če se karkoli zgodi, gre tudi osnovna dejavnost ponavadi. Lahko se ustavi, lahko gre vse v stečaj, recimo. To smo tudi leta 2008 videli, ko se recimo to dogaja. Tako da to so to neke osnove, potem seveda tehnični podatki, se pravi narejeni projekti morajo biti narejeni skladno s predpisi vsemi, pridobljeno mora biti gradbeno dovoljenje. Mi ne financiramo, kolikor ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.
imamo dosti primerov stran, glede na to, da sem na prva linija pri nas v banki, ko pridejo stranke do mene in se že pogovarjamo, že pridemo nekako do ponudbe, potem pa ne pride do pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, ker se pretoži ena stranka, pretoži se druga stranka, tako da banka želi imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje, vkolikor gre v projekt. Brez tega se mi ne gremo v projektov. Tako da to je recimo ena taka osnova za projekte. Zdaj pa, kakšno dokumentacijo sploh rabite, sam na hitro vam bom povedal. Osnova je, se pravi, vsak naredi nek poslovni načrt. Zdaj, odvisno, če imamo stanovanja, je poslovni načrt lahko malo bolj ohlapen, ker tudi sami vemo točno, koliko se kakšno stanovanja prodaja. Zdaj, če gre za kakšen hotel, banka zmer potrebuje feasibility, se pravi pregled oziroma feasibility study, neodvisno študijo hotela, ker mi sami nismo eksperti za hotele. Zdaj, bolj je specifičen projekt, več teh študij rabimo, recimo za vetrne elektrarne, rabiš tudi študijo vetra, recimo za sonca in to so take specifike, recimo potem glede na projekt, ki ga ima investitor, to banka potrebuje. Tako da osnova je recimo pač feasibility študij ali pač poslovni načrt, cenitev, kakor sem že rekel, precenitev mora biti narejena na današnje stanje, se pravi, če je zemljišče z gradbenim dovoljenjem oziroma kakorkoli, pa na bodoče stanje projekta. Potem seveda potrebujemo razne načrte, da tudi sami pregledamo, kako bo izgledala. Seveda moramo s cenitvijo tudi dobimo vse podatke o nepremičnini. Nepremičnina moramo vedeti, da mora biti bremen čista. Bremen čista, dovozi morajo biti urejeni, vkolikor ni bremen čista in ni dovoza oziroma ni služnosti do te nepremičnine, banka ne financira projekta. Potem seveda morajo biti osnovni podatki od lastnika podjetja, morajo biti podatki od podjetja, narediti je potrebno seveda kalkulacijo celotnega projekta, ki jo mi pregledamo. Zdaj mora biti kalkulacija in prodajnih cen in v bistvu stroškovnih narejen. Ker seveda, glede na prodajne cene, čeprav danes res ne moramo vedeti, zdaj en bo imel prodajno ceno 5000, mi bomo rekli, največ 3500, potem bo pa za 5000 prodaja, ampak banka zmer gleda na konzervativno stran, se pravi, mi zmer naredimo en svoj stroškovnik svoj naredimo svoj prodajni plan in potem točno vidimo, kje smo. Seveda dostikrat gledamo tudi na točko preloma, vkolikor gre banka noter, pa tudi stranka recimo, in če ima sama stranka recimo na investicijo točko preloma danes 3500 evrov, vidiš, da stranka je nekje na meji, trenutno. Zdaj, banka pa seveda gleda dosti nižji. Zdaj, če banka prevzame to in smo noter 2000 evrov, rečeš, ok, vse to bomo pa prodali z vsemi stroški, ki jih bomo še imeli. Zdaj, moramo tudi vedeti, da odkar je bila kriza leta 2008, imamo v vseh bankah tudi posebne SPV-je, ki delujejo kot slabe banke, ker imamo not tudi danes eksperte, ki prevzamejo te nepremičnine in jih pol dokončajo oziroma tudi prodajo naprej. Tako da to je ena taka osnova, kar se tiče tega projektnega financiranja. Zdaj pa, glejte, mi financiramo dejansko od poslovnih prostorov. Pri poslovnih prostorih seveda moramo gledati na lokacijo, moramo gledati najemnike, kdo bojo noter, a so kredibilni najemniki, niso kredibilni najemniki, koliko nekega prostora, se pravi, koliko procentov stavbe bo vzel en najemnik. Zdaj, dostikrat imamo tudi, da je en najemnik recimo 60%,
60% najemnik celotnega prostora. V tem primeru je to za banko malo, je dosti večje tveganje, kakor če je čisto razpršen najem. Zdaj, potem je tudi lahko najemnik tak, da je nekredibilen, ne? Se pravi, banka takih projektov ne bi rada financirala. Stanovanja, kakor sem povedal, tudi financiramo, seveda, najrajši stanovanja nekako financiramo, ker danes vsako pride, ima to že vnaprej prodano. Seveda prej nisem omenil, da ko pride stranka, banka želi imeti vnaprej, se pravi, lastno sredstva so pogoj in tudi vnaprej prodana stanovanja za prvo črpanje kredita. Zdaj ponavadi imamo mi okoli 30% pre-sale, se pravi predprodaje. Zdaj, glejte, danes se velikokrat zgodi, da pred prvim črpanjem ima stranka že skoraj vse prodano oziroma polovico prodano. Imeli smo pa tudi eno stranko, ki je imela 3 rezervacije na eno stanovanje. A veste, danes je to nenormalno, če bi meni vprašali. Ampak upam, da bo to normalno še nekaj let, ker jaz bi rad še nekaj cajta to delal. No, tako da potem financiramo hotele, za hotele danes, kakor je že Matjaž prej omenil, v mestih to danes ne gre tako, kot bi moglo. Zdaj, hotel za počitnice so pa danes polni. Zdaj, a so polni zaradi bonov, ki jih imamo, ali so tudi tako, ampak po mojem bodo zmer polni, glede na to, da nas v bistvu tale korona danes omejuje. Zdaj, noben noče več potovati v tujino, vsi bi bili radi v Sloveniji pa spoznavali slovenske kotičke. Zdaj pa imamo poln hotelov v Ljubljani in noben noče pa priti v hotel v Ljubljani. Tako da danes recimo hotele financiramo, ja, ampak odvisno kje. Saj veste, pri nepremičninah je zmer pomembna lokacija. Zdaj financiramo potem tudi poslovne stavbe, skladišča financiramo. Danes je veliko, kakor Grega, kakor si omenil, je danes tudi veliko skladiščnih prostorov, se pravi industrijskih objektov po Sloveniji. Nenormalno tudi rastejo, kar je čisto normalno, če pogledamo v tujini, predmestja tujine, je vse pozidan skladišči, pri nas pa recimo še ni. Tako da to so ene take glavne stvari, no, financiramo tudi seveda nakupovalne centre. Zdaj v Ljubljani ne bi radi več financirali nakupovalnih centrov, ker jih je zadosti, ne, recimo. So pa še zmer, imamo druga mesta, kot so Beograd, Skopje. V Skopju smo prejšnji teden odprli shopping center, ki smo ga financirali, v bistvu največji v Skopju. Tako da, kar se tega tiče, financiramo vse, kar znamo. Ne? Če ne znamo, se pa probamo naučiti. Tako da jaz ne vem, glejte, lahko vam povem še ene par zadev, ne vem, neke dobre, slabe prakse pri financiranju nepremičnin. Recimo, slaba praksa je ta, da recimo pride investitor, ki bi rad zgradil poslovno stavbo. Poslovno stavbo bi rad oddal. Oddal jo bo recimo devetim najemnikom, ne? Malo manjša poslovna stavba. Ko dobimo te najemnike, ko jih pregledamo, vidimo, da so vse firme bolj tako. V tem primeru banka ne gre v investicijo. Dobra praksa, pride investitor z dobrimi najemniki, banka gre v investicijo. Zdaj odvisno, ne? Zdaj odvisno doba financiranja, ne? Zdaj, ko sem že pri teh nepremičninah, je tudi tako. V osnovi je doba projektnega financiranja pri nas nekje 3 leta. V 3 letih ponavadi se blok zgradi, se proda, danes vemo, mislim, danes imamo tako prakso, da je uporabno dovoljenje že vse prodano, a veste. Ampak recimo v malo starejših časih, ne, je pa zmer investitor rabo še približno leto pa pol, da je vse skupaj prodano.
Zdaj, če pa financiramo neke nepremičnine, ki se bojo oddajale, oziroma skladišča, takrat pa pridemo recimo do nekih 15-letnih kreditov, zdaj odvisno je od cash flowa. Zdaj, če je cash flow zadosten za poplačilo teh obveznosti, banka financira. Če ne, imamo zmeraj rešitev, da da stranka več lastnih sredstev. To je neka rešitev. Zdaj, če pa tega ni, če teh lastnih sredstev ni in banka, banki so pa predočeni v bistvu cash flowi, ki ne pokrivajo investicije, se banka ne odloči pač v tako financiranje. Tako da, ne vem, zdaj, če imate še kakšno vprašanje, jaz upam, da sem šel vse na hiter, ker te bančne zadeve, za dosti ljudi je to nezanimivo. Jaz sem probal to malo bolj plastično predstaviti, tako da upam, da sem vam, drugače sem pa odprt za vprašanja, kakorkoli. Hvala. Takole smo zaokrožili današnjo tematiko. Zdaj pa se obračamo k vam, udeležencem, za kakšno vprašanje. Seveda bomo za vprašanja prosili tudi vse, ki so za zasloni, tako da mogoče najprej tukaj. Kakšno vprašanje? Očitno smo bili dovolj temeljiti, pa tukaj vprašanj ni. Sam trenutek bom še pogledala, kako je z Zoomom. Tudi tukaj nimamo vprašanj, tako da v tem primeru jaz predlagam, da si mogoče, pa naša direktorica pa ima eno vprašanje. Pa jaz prosim kar na mikrofon, zato da bodo tudi kolegi za zasloni slišali. Jaz bi se v bistvu rada zahvalila najprej vam, ki ste danes tu, in tudi, da spoštujemo vse COVID ukrepe, kljub temu pa mislim, da je ta tema bila tako zanimiva. Vsem se zahvaljujem tudi, ki nas spremljajo online, da bomo pa tudi še kakšne krajše posnetke naredili iz tega dogodka. Vam pa vsem, da ste tako odlično zaokrožili. Zdi se mi, da če bi še koga povabili, bi verjetno povedal še kakšno plat, ampak vsak od vas je začel odstirati eno novo dimenzijo tega posla in verjetno marsikoga res zdajle srbijo prsti, da bi se uskočil na ta vlak, ko kam drugam nimaš kaj veliko za investirati, na banki se denar ne splača imeti, delnic nismo tako zelo vajeni, skladi nam tudi ne ležijo, nepremičnine so pa nekaj zelo utipljivega in marsikdo razmišlja, da bi pač sem se usmeril, ampak mislim, da ste dali vsi zelo dobre spodbude, da se to zgodi in opozorila, da je to lahko tudi potem zelo boleča zgodba, če ne poznaš vseh plati tega posla. Mislim pa, da smo izvedeli ogromno zelo uporabnih informacij od vas, morda eno, vi ste že prej rekel napovedovanje, pač nekaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo, se pa ne ve, ampak ali menite, da se lahko tudi v Sloveniji, dokam lahko pravzaprav cene, če govorimo zdaj recimo za stanovanja, dokam lahko pravzaprav pridajo, ker nekoč mi je nekdo enkrat komentiral, da ko so v Münchnu cene zrasle že tam približno povprečju na 8.000 evrov za kvadratni meter stanovanja, je bilo nekako rečeno, to je pa zdaj že v bistvu zelo veliko, pa so takrat odgovorili, v Londonu so 12.000, mi imamo še 50% rasti v tej primerjavi, Ali s tem v bistvu Slovenija tudi nekako lovi ta nek vlak rasti pri cenah nepremičnin in po drugi strani, kaj to pomeni? Ali se bodo tako kot recimo v Londonu ljudje, ki živijo in ki delajo v Londonu, ne več živeli v Londonu, ali to postajajo potem neki otočki za premožne zavarovanje premoženja, medtem ko običajnim smrtnikom se bodo pa vozili po 1 uro stran. Torej, kakšna je v bistvu perspektiva? Po eni strani je lepo, ko cene rastejo, po drugi strani ima pa to tudi marsikatere učinke, konec koncev tudi na to, kako bojo podjetja kadre dobila, koliko bojo morale plače recimo potem znašati, da si bojo lahko visoke, ker cene nepremičnin se potem odražajo tudi v nekih potrebah po prihodkih, da lahko preživiš v nekem
standardu, ki določenemu, pač ki si ga nekdo predstavlja. Tako da niti ne vem, za koga konkretno bi to vprašanje bilo, sta nekako dva, ampak menim, da vsak od vas ima nek razmislek o tem. Kot sem že prej rekel, to napovedovanje je zelo nekvalitetno. Mi smo že eno leto nazaj, smo mislili, da smo na maksimumu. To je iskreno, ampak smo rekli, to ne more iti več, to je toliko visok ne more iti. Zdaj bi spet rekel, da zdaj pa najbrž smo res tam, lahko da bo šlo še za kakšnih 100-200 evrov gor, ampak da so to neko dolgoročne cene, se bodo zdaj tukaj vprašali. Težko, da bo šlo še višje. Mi mislimo, Kaj pa nižje? nižje, bo v enem trenutku, ampak za nepremičnine je, tako kot smo že rekli, značilna ta stabilna, dolgotrajna rast. Spet se bo enkrat, bo v zadnjih 100 letih, če gledamo, konstantno raste cen. Nikoli pade, pa potem se tam obdrži. Gremo za njim. Tako da, ja, kar se tiče stanovanj, tudi mi opažamo, veliko stanovanj je prav. Pa se pogledamo okoli sebe. Normalna oseba si težko danes, saj v Ljubljani prvo stanovanje. Mi smo rečemo v zadnjem letu opazili trend, ker smo gledali, kot kolegica rekla, za zemljišča. Kar se tiče stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, se je v okolici velikih mest povečalo število transakcij za 10%, kar že nakazuje na to, da se iz mest hodi ven. Spet imamo nov moment, ki je prišlo delo od doma. Aj nujno pride v pisarno, ni več nujno. Jaz sem delal 2 tedna doma, mogoče zato rabim večje stanovanje, kaj bo spet mogoče na drugi strani vzdrževati te cene višji, ker 60 kvadratov enostavno ne bo več dovolj, se bomo tu svojo pisarno naredili. Ali pa se bom preselil nekam v okolico Ljubljane, pa bom tam si neko hišo naredil. Vsi te trendi so danes mogoči. Kaj se bo točno odvil, ne vemo, mi mislimo, da zdaj smo na nekih zgornjih točkah. No, zdaj to čez to skoraj res težko gre. Samo tudi tisti ljudje, ki imajo veliko denarja za investirati, ne bodo vse v nepremičnine, ker ne bo najema. To v Ljubljani mislim, da je prirast na letni ravni okoli 1500 ljudi. Ampak to, ker se selijo v ekonomsko močnejša središča, pa študente, pa ne odesno. Pa te študente si tudi ne morejo privoščiti tega najemnega stanovanja, da bodo plačevali take najemnine. Torej, investitor, ki gleda donose, bo tudi v enem trenutku ustavil. To je moj dolgoročni deal, ki ga vzamem. Če gleda to investicijo kot investicijo, ne pa kot nekaj, ki je božje. Nekdo bo mogoče tukaj rekla, bo rekel, bom imel pa za otroke čez 20 let, bom na tak način ohranil vrednost. Veliko modelov na vsak. Mislim, da smo zdaj nekje na prvi. Lahko sem še jaz tukaj dodam, ta primerjava, ki je bila glih pa London. Če izvzamemo transakcije, ki se odvijajo nekako v privatnem sektorju, se pravi fizično osebo, fizični osebi ali pa tudi pravna oseba, fizični osebi pri teh novogradnjah, naložbeni portfelji, se pravi transakcije v naložbenih portfeljih v lanskem letu v Sloveniji so znašali 220 milijonov evrov. Podatek, ki je v bistvu včeraj podal Kolje in nas spremljali iz Zagreba. V Nemčiji 70 milijard. Pravi, mi ne moremo doseči takih cen, zaradi tega, ker volumna nimamo. Recimo Velika Britanija in London 50 milijard. In če to malo preračunavamo nekje na naš per capita, pa recimo naš BDP, mi ne moremo iti po poti do Münchna, po poti do Londona, enostavno ne gre zaradi omejenosti trga. Moje mnenje osebno je tako, da zdaj, ko prej se bo trg resetiral, napovedati, kdaj skočiti z vlaka, je pa pač absolutno nemogoče. Korekcija se bo sigurno zgodila. Jaz, ki gledam te tuje države, pa ki imajo tako visoke cene na kvadrat, v tujini je tako, da so lastniki tisti, ki res imajo denar. Zato si lahko tudi te visoke cene privoščijo. Vsi ostali pa najemajo. V Sloveniji smo pa res tako radi imamo lastnino, tako vsi moramo biti nekako lastniki. To imamo mi v sebi noter, in nekako že iz tega ne gre. In zato jaz sem vedno sem velik zagovornik najema, ki seveda ni dobro reguliran v Sloveniji ali kakorkoli, ampak enostavno najem ti daje to neko fleksibilnost, ki jo rabiš. Se pravi, ker velikokrat ti pri svojih 30 letih kupiš že stanovanje ali pa veliko hišo, ki jo boš mogoče rabil potem, ko bojo otroci enkrat stari 15 let, bojo res tista hiša zasedena, se pravi,
Ne, se pravi, vse se prehitro dogaja, zato ker moram, ker je to nekako se pričakuje od mene, da bom imel tisto svojo lastno nepremičnino. Ne? In zato po moje teh visokih cen tudi ne moramo doseči, ker enostavno nismo tako močni tudi v tem, ne moramo, nismo tako močni lastniki kot taki, ne? Se pravi, poprečni kupec, to se res cele družine zakreditirajo, ne? Da včasih še mi rečemo, a ste to res dobro premislili, ne? Se pravi, res si ne morejo tega privoščiti, v tujini pa to čisto drugače. Jaz bi tako rekel, da glede na to, da so se v krizi zdaj povečali depoziti, kot smo slišali, za 2 milijarde evrov, imamo veliko denarja. Nepremičnin pa trenutno na trgu ni zadosti oziroma ne pokrijejo povpraševanja. Zdaj, ko bojo enkrat pokrila povpraševanje, se pravi, ko se bo enkrat izenačili, mislim, da bo tudi cena malo zastagnirala. Ampak dokler pa to ne gre in dokler je toliko denarja in vsak razmišlja, danes veliko ljudi, tukaj smo v klubu, da se pogovarjamo, veliko ljudi razmišlja, kam vložiti, Marko, kam vložiti denar. A je boljše, da kupim stanovanje ali ga imam na banki? Ja, verjetno stanovanje, Stanovanje je bil, če pogledamo leta nazaj, zmer v bistvu donos, zmer. Tudi če ga, ali si oddajo ali nisi oddajo, zmer si zaslužiti. Zdaj, denar na banki danes imeti, seveda, plačevati je treba za denar, rata smo kot Švica, se ne splača. Kaj to pomeni? Denar je dovolj, stanovanj, poslovnih prostorov zaenkrat še premalo, dobre poslovne prostore pustimo, ker poslovni prostori imajo nek limit. Čeprav so vsi zasedeni danes, se pravi, je še neka možnost. Ampak stanovanj pa še zmeraj ni dovolj, in dokler se to ne ustavi, jaz ne vidim nekega paca. Je pa res tako, da zadnjič z Matjažem imamo vsak teden sestanki in vem, da je en dan omenil, da je sedel s cenilci, ne sledijo več cenam stanovanj. Ni več, se pravi, tudi cenilec, ki dela danes cenitev stanovanja, popravi me, če sem narobe rekel, ampak tako sem jaz razumel, cenilec danes ne ve točno, koliko je vrednost tega stanovanja. Ker prejšnji teden je bil vreden 3.900 evrov, zdaj pa vreden 4.350. Kaj pa zemljo še sledijo? Zemlja je pa tudi, zemlja v Ljubljani je, če mene vprašaš, precenjena. Ampak zakaj? Mislim, po moji logiki je precenjena, po logiki investitorja, ko naredi, 300 stanovanj, pa pride, se izide. Ampak mora biti pol tudi pozitivno zato. Zdaj, če je 1000 evrov na kvadratni meter, boš hišo postavil, Zdaj, če boš pa lahko stolpnico postavil, to je malo, ne vem, kdaj bo tisto. Zdaj, jaz mislim, da boš pa še nekaj časa. Mi smo že na nivoju tu, če gledamo primerjalno, kakšen BDP generira prebivalce. Mi smo tam. Mi smo mogoče v primerjavi z njimi še malo višji, ampak tam je 3-krat višji BDP kot v Sloveniji, na Dunaju, kot je v Ljubljani. Če primerjamo to, pri nas 3 ali pa 4 ure, pa tam 12, tam skupna moč je tam to več. Tukaj Mare rekel, mi, cenilski stroki, mi sledimo cenam. Problem pri cenilcih imamo eno pravilo, mi se opiramo običajno na realizirane transakcije. In realizirane transakcije se pa poročajo v trgoskop z zamikom. In to, kar je bilo 4 mesece nazaj poročan, ne sledi trg, zato moramo imeti bolj polse na oglaševane. Potem se pa v banki pojavi tisti problem, ki mu pravimo loan to value, torej kakšno je razmerje med vrednostjo zavarovanja in višino kredita. In če se mi upremo na vrednost zavarovanja izpred pol leta, danes pa vemo, da kupuje za 15% več, kot je bilo takrat, ima stranka naša problem. Ker mora potem več lastnih sredstev, da ker mi upoštevamo to kot nižjo vrednost. To se nekako korigira, ker bistveno za odločitev je vedno kreditna sposobnost komitenta. Ali je denarni tok, zavarovanje sekundarnega pomena, če gre kaj narobe. V osnovi moramo oceniti, da ne nič narobe, potem se pa zavarovanje. Hvala. Zdaj, če se vrnemo na tisto naše prvotno vprašanje, kdo se da investira, pameten ali zaveden, sigurna sem, da bodo investirali tisti, ki bodo dobro informirani
in pa tisti, ki morajo. Tako da za ostale odgovore pa upam, da ste danes dobili dovolj informacij. Najlepše se zahvaljujem vsem udeležencem, najlepše se zahvaljujem tudi vam za tale prijeten pogovor, pa upam, da ga bomo še kaj nadaljevali. Hvala. Hvala.